Dobrodošli nazaj, spremljate oddajo Ambienti. Življenje je kratko in treba ga je zajemati z veliko žlico. Slišimo pogosto. Pa vendarle, ni tako enostavno zbrati pogum in slediti svojim željam. Ponovno vam bomo pokazali drzno spremembo življenjskega sloga. Par, ki si je upal izstopiti iz korporativnega poslovnega sveta v samostojno podjetništvo. Zapustiti mestno življenje in ga zamenjati za bližino najlepših gozdov in gora. V tem domovanju živita dva športnika, ki se prav pošportno nista ustrašila izziva in sta svoj življenjski slog korenito spremenila ter vztrajala prav do cilja. Martina in Jure, živijo. Hvala, ker nas gostite v svojem lepem kranjskogorskem pristanu. Ampak vidva sta prej bila bolj mestna človeka, ne? Res je, ja. V bistvu sva Ljubljančana. Večino življenja sva preživela dejansko v centru Ljubljane. Ja, ampak ravno tu nas zanima, ne, ta točka preloma. Kako sta iz mestnega urbanega okolja prišla semle v Kranjsko goro in se odločila, da gresta čist drugam živeti in da spremenita življenjski slog? Takrat sta se najdla na nekem razpotju, ko sva rekla, zdaj pa ena pot je, da greva naprej v bistvu delati spet, pač nadaljevati to kariero v korporaciji. Druga pot je pa, mislim, da je bil ravno pravšen timing, da sva si še upala narediti to spremembo, da sva rekla, zdaj lahko pa probava res dejansko, mogoče se sliši klišejsko, ampak uresničiti svoje sanje, ki sva jih imela že kar nekaj let, da bi imela v bistvu svoj posel, da bi imela en svoj hotelček, a ne? Torej, spremeniti to, da včasih si delal za nekoga drugega, zdaj pa delaš zase. Kaj je zdaj težje, kaj je lažje, kaj je boljše? Nama je sigurno ta način boljši, je pa res, da ni to jasno od prvega dne naprej, ne. Kar traja nekaj časa, da ti to ponotranjaš, ne. Jaz sem praktično šel iz direktorja z kravato na relativno odgovorni funkciji v hišnika, ki je moral odmašiti kakšen WC, poiskati na tisoče daljinskih upravljavcev za televizor, ne, in to so stalno zgubljali. Prva leta se mi zdi, sem samo to počel. Kako sta opremila svoj hotel? Kdo vam je kaj pri tem pomagal? Hotela se, da je pač opremljena v nekem tradicionalnem slogu, alpskem. Zdaj naša hiša je kot neke sorte galerija z celim kupom nekih malih in večjih artefaktov, ki pač podarjajo to zgodbo tega alpskega stila, tega alpskega hotela, ne. Recimo v recepciji je stol od sedežnice, ki je nekoč vozila na Vitranc. In tako so se potem začeli množiti ti artefakti. Do trenutka, ko smo pred hotel postavili gondolo, večne sanje Kranjske gore so imeti gondolo na Vitranc, ne, in ko smo opazili, da se to verjetno ne bo nikoli zgodilo, smo bolj iz nekega heca našli neke stare gondole z Mariborskega Pohorja in s tem prepeljali prvo gondolo v Kranjsko goro. Po prodaji stanovanja v Ljubljani sta vikend stanovanje v Kranjski gori preuredila v stalno bivališče. Sprehodimo se še malce po tem vajinem kranjskogorskem domu. Kako sta si opremila tale nekdanji vikend? Ja, tudi ta vikend v bistvu je bil prvi zametek tega alpskega stila. Zelo nama je pomembno, da je prostor domač, da je topel, da izžareva neko dobro energijo. Zato smo vključili zelo veliko lesenih delov, pač neko kombinacijo s kamnom. Pri tem še omenim, da nam je pri obnovi in opremi stanovanja tako tukaj kot v hotelu pomagala gospa Polona Ferjanova. In ona je v bistvu restaurirala te stare kose in jih spet v bistvu popeljala nazaj v življenje. Morda je kuhinja vsaj po eni strani še najbolj sodoben kotiček tlele, ne, ki hoče pa biti iz leta 2023. Ja, kuhinja je bila pa dejansko, problem se je izpostavil, ko so se preselila za stalno, je bila kuhinja mogoče premajhna, v smislu, da je hladilnik malo premajhen, pa pečica ni dovolj dobra. Takrat smo manj kuhali, ko si samo za vikende tukaj pač ne kuhaš toliko, in kuhinja je bila v bistvu centralen del prenove zdaj pred kratkim. In ja, sploh s tem črnim kamnom in tako je majčkeno odstopal od tega tradicionalnega stila. Je pa zelo... Lep kontrast. Ja, kontrastna, pa tudi zelo praktična. Zdaj po prenovi je precej bolj uporabna, kot je bila prej. In kam vodijo potem še stopnice?
Nikoli ni dovolj, jaz mislim, prostora za garderobo, tako da stopnice vodijo v neko garderobno omaro, garderobni prostor, ki sva si ga potem uredila tudi po selitvi v Kranjsko Goro. A je tle dvojina upravičena, ko reče Martina, sva si uredila za najino garderobo? Prostor si ne odmerjen, sam pač mi je odmerjen v tem delu. Pameten moški, prav. Ve, pri katerih stvarih se mora pogajati in pri katerih se ni treba pogajati. Ali pa je, ja. Stanovanje ima razglede 360 stopinj na vse strani Kranjske Gore. Je pa zagotovo najlepši razgled iz spalnice in iz dnevne sobe, ker je razgled na smučišče, Kekec, na hribe. Sploh pozimi je zanimivo, ko je nočna smuka in se prižgejo luči in v bistvu spremljaš ob kaminu nočno smuko na toplem. Kakšna je bila ideja pri ureditvi kopalnice? Ja, kopalnice sva ravno tako takrat urejala v tem alpskem stilu. Izbira keramike je bila neka tradicionalna keramika, precej zanimivih barv, ampak kljub vsemu ne preveč divje. Želela sem si imeti neko savno, ravno tukaj je bilo še prostora, da smo si dodali noter infrardečo in finsko savno, kjer lahko sedita dva, če se imata rada skupaj. In to je pač tiste sorte kopalnice, ki nam je takrat pasala kot neki mini wellness na vikendu. Majhna savna pride zelo prav po dolgi turni smuki. V dnevni sobi je sodoben kavč ravno pravi kontrast tradicionalnemu kaminu. Ja, seveda imate rada domače živali, kajti tudi napis, da dom brez psa je samo in zgolj hiša. In tudi tukaj med nami kraljuje ta lep kuža labradorc. Tako je, ja. Nam pestri življenje že 12 leto. Nam je to pač pomembno, se mi zdi, da je pač pomembno za energijo prostora, da so v njem tudi domače živali. Koliko tednov ali pa mesecev kasneje pa človek lahko potem reče, ja, bila je prava odločitev? Ali se meri to že v letih? Če damo majčkeno stvari še v ta nek časoven kontekst, midva sva se mogla odločiti od aprila do konc maja. Toliko sem imela časa za odločitev o tem, a greva v to konkretno korenito spremembo. Ampak Božič naslednje leto so pa rekla najboljša stvar ever. V tem kontekstu traja nekaj časa, kar traja. Ni enostavno, sigurno, da ni bilo enostavno vse na začetku.